Nekoč so jo imenovali Ameriška riviera. Zdaj je to 350 kvadratnih milj velika grobnica v puščavi. Danes Saltonovo jezero umira, njegova voda izginja. Strupen prah je v zraku in v pljučih ljudi, ki tu živijo. A to je le polovica zgodbe, saj se vsako leto iz zemlje izčrpa več kot 400 milijonov dolarjev in jih nato vržejo nazaj tja, odkoder so prišli. In to bi lahko spremenilo vse. Jezero, ki so ga vsi odpisali, bi lahko preoblikovalo svetovno gospodarstvo. Medtem ko je površje neuspeh, je tisto, kar leži pod njim, nekaj povsem drugega. Saltonsko jezero leži v riftni dolini. Zemeljska skorja je tam tanjša. Le nekaj milj globoko magma segreva kamenine in v njih ujeto vodo. Leta so to toploto uporabljali za geotermalno energijo. Sama voda je strupena, hiperslana, vendar je polna mineralov. Eden izmed njih je še posebej pomemben – litij. Ena največjih zalog na planetu je prav pod ljudmi, ki dihajo ta strupeni prah. Količina litija pod Saltonskim jezerom bi lahko napajala 375 milijonov električnih vozil. To je več, kot je vseh avtomobilov, tovornjakov in SUV-jev v Združenih državah skupaj. In vendar leži pod enim najbolj strupenih, zapuščenih kotičkov Amerike. Ta vir je dragocen zaradi svoje koncentracije. Nekateri deli slanice so izjemno bogati, zato je to prava zlata jama. In nahaja se prav sredi velikega potrošniškega trga. Avtoceste, železniške proge in logistika so že vzpostavljene. Postopek pridobivanja litija iz zemelj je povezana z obstoječo geotermalno industrijo. Trenutno 11 geotermalnih elektrarn obkroža južno obalo jezera. Črpajo pregreto slanico na površje, da izkoristijo paro. Ko iz slanice odvzamejo toploto, slanico preprosto vrnejo nazaj v zemljo skupaj s približno 21.500 tonami litija. Amerika vsako leto v zemljo vrača litij v vrednosti 400 milijonov dolarjev, pa je tega ni treba početi. Z dodajanjem pridobivanja mineralov v energetski cikel se stroški gradnje infrastrukture drastično zmanjšajo. Vrtine so že izvrtane, črpalke že delujejo. Predgreta slanica je že na površju. Metoda pridobivanja uporablja obstoječo geotermalno infrastrukturo in izloči litij v nekaj urah namesto v letih. Je hitro, učinkovito in brez uničenja, ki ga povzroča tradicionalno rudarjenje. In ne ustavi se pri litiju. Mangan, cink, minerali, ki so ključni za baterije in shranjevanje energije v omrežju. Nenadoma, Saltonsko morje ni več samo strupeno jezero, ampak je zdaj vir surovin. Ena sama puščavska kotlina v Kaliforniji bi lahko zadovoljila velik del svetovnega povpraševanja. Trenutno je litij ozko grlo sodobnega sveta. Vsaka baterija za električna vozila ga potrebuje. Vsaka vetrna in sončna elektrarna je odvisna od njega. Brez stalne oskrbe prehod od fosilnih goriv naleti na zid, stroški poskočijo v nebo. Strateške ranljivosti se množijo. Nahajališče pri Saltonskem morju ni le še en rudnik. Lahko bi bil temelj ameriške proizvodnje baterij, gorivo za naslednje stoletje prevoza. Koncentracije so dovolj visoke, količine so dovolj velike in metoda je dovolj čista, da vprašanje ni več ali, ampak kako hitro. Tekma za izkoriščanje ameriških virov se je že začela in jaz sem tukaj, da o tem poročam. Poskrbite, da všečkate, delite in se naročite. Tako ne boste zamudili nobenih novosti. Okrožje Imperial je ena najrevnejših regij v Kaliforniji. Brezposelnost je v nekaterih območjih skoraj dvomestna. Vendar bi prihodki od litija, ki jih zdaj zapisujejo v zakon, to lahko zavedno spremenili. Nova trošarina vrača 80% sredstev neposredno v okrožje. In pri polnem predvidenem obsegu bi lahko sama proizvodnja litija ustvarila približno 2 milijardi dolarjev letnega bruto prihodka. Okrožni načrtovalci že zdaj predvidevajo 700 stalnih visokoplačanih delovnih mest v okviru 3 glavnih projektov. Operatorji, tehniki, vzdrževalne ekipe ter še tisoči drugih v gradbeništvu in podpornih vlogah. Prvič sta propadanje jezera in njegov potencial na isti bilanci. Seveda, če do pridobivanja sploh pride. Glavna ovira trenutno je dojemanje. Ljudje so na to kotlino desetletja gledali kot na ekološko grobišče in popolnoma spregledali industrijsko resničnost pod površjem. Tehnologija za pridobivanje deluje. Podzemne rezerve so potrjene. Pravi izziv je izvesti ta ogromen industrijski preobrat, preden se tržna priložnost zapre. Ne gre za izkopavanje zemlje iz tal. Surovi litij je skoraj neuporaben.
Mesta ne moreš napajati ali zgraditi električnega vozila z nepredelano slanico ali zdrobljeno kamnino. Kdorkoli prečiščuje kovino, nadzoruje celoten trg. Litij je tam, vendar država, ki ga prečiščuje, ne pa izkopava, je tista, ki dejansko zmaga. In danes je ta svetovni zemljevid močno neuravnotežen. Države Avstralija in Čile prevladujejo pri samem izkopavanju rude, vendar pa ne nadzorujejo trga. Večina baterij, ki danes prihajajo z proizvodnih trakov, vsebuje litij, ki je šel skozi kitajsko rafinerijo, ne glede na to, kje je bila ruda prvotno izkopana. Geotermalna slanica pod Saltonskim jezerom nevtralizira prav to prednost. Kitajska nadzoruje predelavo litija na enak način, kot je OPEC nekoč nadzoroval nafto. Saltonsko jezero je edino domači vir, ki ima dovolj velik obseg, da lahko prekine to odvisnost. Brez prečkanja oceanov, brez tujih carin, brez nenadnih podražitev, ki bi jih sprožili na drugem koncu sveta. Saltonsko jezero pri polni načrtovani zmogljivosti približno 200.000 ton na leto bi pokrilo celotne letne potrebe po litiju več velikih ameriških obratov in bi še vedno ostalo dovolj za shranjevanje v omrežju. To niso samo cenejše baterije. To pomeni, da ameriške tovarne zaposlujejo na 10.000 več delavcev. Jezero, kot je zdaj, je strateško sredstvo. Ko je Nevada tržila svoje novo srebro, je država zgradila pravni in fizični ščit za svojo industrijo. Kalifornija ima priložnost, da stori enako s Saltonskim jezerom. Lahko spremeni najbolj pozabljen del države v njen najpomembnejši strateški center. In zdaj je pravi čas, da to izkoristimo. Saltonsko jezero je edina lokacija z geološkim obsegom, ki to omogoča. Tekma za zagotovitev tega vira se je že začela. Težka mehanizacija se premika po južni obali jezera. Trije glavni operaterji se potegujejo za geotermalno slanico. Vsak stavi milijarde, da bi dosegli komercialni obseg, preden jih trg izloči. Controlled Thermal Resources vodi širitev. Njihov obrat, Hell's Kitchen, vrta v globok pregreti rezervoar, z namenom, da do konca 20 let dobavijo litij za baterije skupaj z geotermalno energijo. Zgodnja pridobitev te prednosti pritiska na tekmece, da dosežejo primerljiv integrirani obseg ali tvegajo, da bodo zaostali. Podjetje Energy Source Minerals uporablja drugačen pristop, saj izkorišča slanico, ki je že na površju, in uporablja obstoječo geotermalno infrastrukturo. Zaveza Ministrstva za energijo v višini 1 milijarda 360 milijonov dolarjev v letu 2025 zasebnim vlagateljem sporoča, da so velike inženirske naložbe na tem področju zdaj podprte z zaupanjem zvezne vlade. Medtem je Berkshire Hathaway Energy vložil več kot 40 milijard dolarjev v obnovljive vire energije in upravlja eno največjih energetskih omrežij v Združenih državah. To pomeni, da lahko sredstva mobilizira hitreje in ceneje kot manjši operaterji. To niso 3 ločene stave. To so 3 vzporedni pasovi na isti avtocesti. Tisti, ki prvi doseže 20.000 ton, si zagotovi pogodbe, za katerimi bodo ostali lovili še leta. Zvezna vlada se zaveda, kaj je na kocki, in izvaja največji pritisk, da bi pospešila časovnico. Ti projekti zdaj potekajo po hitrem postopku odobritve, kar prisili vse agencije, da delujejo usklajeno in odpravi birokratske ovire, ki običajno zavirajo ameriško infrastrukturo. Hkrati je Kalifornija uvedla lokalno davčno ureditev, da bi stabilizirala politiko v regiji. Nova trošarina je neposredno sorazmerna s količino proizvedenega litija. 20% je zakonsko ločenih, posebej za obnovo okolja samega slanega jezera. Ta industrijski pospešek se dogaja, ker je sekundarni trg že vzpostavljen. Po celotnem sončnem pasu se odpirajo ogromne nove tovarne za proizvodnjo baterij. Potrebujejo domačo dobavno verigo, ki je odporna na svetovne trgovinske spore ali pomorske motnje. Če bodo operacije v Imperialni dolini dosegle svoje proizvodne cilje v poznih 2020 letih, bodo zagotovile temeljne pogodbe za celoten ameriški avtomobilski sektor. Toda prostora za napake ni. Mednarodni konkurenti ne ustavljajo svojih lastnih širitvenih načrtov. Če projekti pri slanem jezeru zamudijo svoje roke, če zmanjka financiranja ali če se gradnja ustavi, bodo tovarne baterij iskale rešitve v tujini. Svetovni trg zahteva gotovost. Združene države potrebujejo ta material, vendar jim nekaj stoji na poti. Kalifornija. Državni regulativni sistem, ki lahko celo preprosto gradnjo raztegne v 10-letno preizkušnjo, stoji neposredno med ZDA in popolnim nadzorom nad oskrbo z litijem. Vsaka zamuda tukaj ni le birokratska, gre za strateško tveganje.
Okoljske tožbe so že zamrznile ključne faze razvoja. Do konca leta 2025 so pravne pritožbe aktivno ciljale na projekte, kot je Hell's Kitchen. Glavni argument se osredotoča na temeljno ranljivost regije, porabo vode. Kotlina trenutno doživlja hude sušne razmere. Tudi zelo učinkovita ekstrakcija zahteva milijone galon vode za hlajenje in kemično obdelavo. Kritiki opozarjajo, da bi lahko povečanje industrijskega povpraševanja v propadajočem jezeru Salton to še bolj približalo popolnemu izginotju. Pravice do vode delujejo kot trda fizična omejitev rasti. Kmetje iz doline Imperial imajo obsežne prednostne pravice do vode iz reke Colorado. Toda po zveznih smernicah za upravljanje po letu 2026 se bodo vsi uporabniki reke soočili z manjšanjem količine vode. Jezero Salton obstaja danes samo zaradi kmetijskega odtoka z teh istih kmetij. Če se voda preusmeri s polj za hlajenje visokotehnoloških rafinerij, se to jezero začne hitreje krčiti. Ljudje, ki najdlje živijo ob umirajočem jezeru, so zdaj razdeljeni na pol. Nekateri vidijo odrešitev. Davčni prihodki bi lahko končno plačali za pravo zatiranje prahu in obnovo habitatov. Drugi vidijo še eno industrijsko tveganje za svoje zdravje. Trenutne pritožbe glede kakovosti zraka, nevarnih odpadkov in plemenskih kulturnih območij so že za več mesecev zamaknile projekt Hell's Kitchen. Krajevne skupine so opozorile, da bi lahko tudi zaprti sistemi še vedno sproščali sledove kemikalij ali povečali promet tovornjakov po cestah, ki so že prekrite s prahom iz slane ravnice. Obljuba o 700 stalnih delovnih mestih je resnična, a prav tako je resničen strah, da bodo ta delovna mesta prišla na račun zdravja prebivalcev. Državni načrt za dolino litija poskuša najti ravnotežje. Več denarja za lokalno ublažitev, skupna svetovalna komisija, vendar je zaupanje šibko po desetletjih prelomljenih obljub o obnovi. Tudi majhne vrtine bi lahko poškodovale zemljo, ki je sveta za skupnosti, ki tam živijo že generacije. Poleg vprašanja vode ostaja običajne težave pri pridobivanju dovoljenj velika ovira. V začetku leta 2025 je Berkshire Hathaway Energy izrecno ustavil več svojih geotermalnih širitvenih projektov, pri čemer so kot razlog navedli neizvedljive zamude pri dovoljenjih in hude ozka grla v infrastrukturi. Ti administrativni ozki grli bi lahko začetek proti koncu 20 let tega stoletja zamaknili v 30 leta. Na tako hitro rastočem trgu je 5-letna zamuda enaka neuspehu. Če tem operaterjem uspešno prebroditi sodne postopke, si zagotoviti vodne pravice in začeti proizvodnjo do poznih 2020-ih, se strateška geometrija sveta spremeni. Če pa zmagajo regulativne ovire, se okno trajno zapre. Svetovna industrija baterij bo preprosto obšla Združene države. Čista energetska prihodnost države bo obtičala v odvisnosti od uvoženega litija, kar bo proizvajalce električnih vozil in omrežne projekte pustilo ranljive za zamude, podražitve in tuje ozka grla. 30 let je bilo Saltonsko jezero prezrto. Bila je ekološka katastrofa, ki je čakala na rešitev, ki pa nikoli ni prišla. Zdaj je prav ta neuspeh nujen pogoj za množično industrijsko oživitev. To sili v popolno prenovo pokrajine. Puščava ne čaka, Kitajska pa prav tako ne. Pa Amerika? Hvala, ker ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč in če želite videti več takšnih videov, razmislite, da se naročite in vklopite obvestila. Resnično naredi razliko. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič na Matpaku.